1, 2, 5, 7, 9, 16, epizoda 28. In ful mi je fajn, če kdaj kakšna žival leti do mene na debato, danes bo z mano mrš. To, čez 15 sekund se javlja, mogoče 10, sam še džingl spustim, debate bojo pa bolane, upam. To je to, pičimo džingl, pa gremo not. Fuck this show. Evo, nazaj smo, džingl je bil the best, tako da z mano je mrš Sašo Veljgoni. A sem prav povedal, da si Veljgoni? Ja, si prav povedal. Mislim, eni pravijo Veljgoni, eni Vajlgoni, kakšni policaji so bili tudi čas Vajliner. Kva? Kar je ful čuden, ker ne veš, kako iz priimka, ki je dvojni v E-I-L-G-O-N-I, dobi Vajliner. To pač ni jasen, ampak... A pa si mu povedal, da je debil? Ne, nisem se takrat upal, ker sem bil 14, ko se je to zgodilo. Zakaj te je policaj ustavil, ker si imel 14 let? Skakali smo iz Črnuškega mostu v vodo in nas je en parjavil in sta pa šla dva Štajerca pač po dokumente in vse preveriti, kdo tle skače v vodo. In na kar je en od teh frendov rekel, lahko sam nekaj rečem, gospod policaj, če boste vi mene dan pripelju, da smo skakali v vodo. Fotor nabal. Mislim, bo moj fotor vas nabal, ne mene. Tako da malo razmislite glede tega in sta pol po tuhnem premislili korekta, da ok, cool. Čakaj, ampak 14 let, zakaj si sploh imel dokument, se sploh ni nujno, da ga Bila je imaš? dijaška, srednja šola. Jeba. Ne, mislim, luštan je bilo, no? Če si pač v Sloveniji kmet. Fuck. Ampak v Ljubljani te je Štajerec pojebil. Nice. To je, Vse spodobno. mislim, to je nekaj normalnega, ne? Pač, Ba je. če te pojebe v Mariboru, je cool, ne? Mislim, je narobe. Ja, Tako se mi zdi, no. se je. Ej, odkje prink? Dvojni v Veljgoni. Je tako E pa I skupaj, pa dvojni v. Cel life smo mislili, da je tirolski, ne. V bistvu je pa pol, ko je fotor umrl, je v bistvu bratranec šel delati celo to družinsko drevo in je v bistvu prišel do zaključka, da bi znali biti Poljaki, ne. Zato, ker naš prink je bil prej Vladekovi in se je med svetovno vojno se je spremenil v Veljgoni zaradi okolice in vsega tega. Ne. Tako da Sik. po vsej verjetnosti prihaja prink iz Poljske, ampak kol nam vzvedali. Jebemo Boga, ne, kva zdaj pa štala. Ej, kaj pa vzdevk mrš, še se spomnim, mi smo se spoznala leta Jebote. 96, 97. Tako nekako, ja. Na Hrvaškem, ne? Tako vrsar, Balkanela. Takrat sem bil še Miška, ne. Ja. V bistvu, jaz sem dobil ta vzdevk v 7. razredu. Jaz smo tebe še vedno na telefonu, Sašo Miška. Narejem. V bistvu smo ga pohali, v bistvu okoli naše osnovne šole in ker sem bil na peroksid poštrihan in če sem tako ušesa dal na ven, Zbil mrš. lega, tajka Miška, ne. Pa se je prijela Miška in z leti, ne, ker greš pol v srednjo šolo, če si v srednji šoli Miška, malo ni cool. Mislim, je cool. Ne, ni. Mislim, ni cool. Tako da pol v srednji šoli je nekako K odpadel, ne, tako da je ostala Si bil Miša. Miš, ne. Miša. Ne, K, ne, K, ja, ne, Miš. Ne, in pol tudi po srednji šoli pol ugotoviš, da Miš je tudi kar en glodavc, ne. Tako da zdaj sem Mrš, kar je ful cool, ker večina folka misli, da sem ali Tomaš ali pa Mrš. Fuck. Tako da, Mrš. ja, Cool. Google te najde pod Sašo Veljgoni mrš. res. Pisno, nekaj sem iskal, mislim, Masterchef je Ok, ja. največ povedal, Ja, ne. ok. Se bo tudi jaz skočila, ne. Ampak fajn, ne, mrš, pa tako malo dišiš po skaterju, pa malo punk rock, pa si pol Miškolin, Milenkolin. Ja, tako nekako, ja. Je vletel z tega ven, ne? Bolj je šlo bolj iz Colin Farrella, ne. Aha. Ker je Colin, pa mi je bilo tako, Miškolin, ne, in imaš pol, Miškolin. ja. Cool. Pizda, hodo, fajn so vzdevki, ne? Ja, mislim,
Po mojem, da vzdevek ti tako kar da neki Nekaj personi, več, ja. ne vem, dodati, če ne drugega, po mojem, saj malo karakterja. No. V zuniji se predstavljaš človeku, že sem maš. Tako. Sašo, ne, pač. Redko. Se jaz tudi doskaj povem, živo, fogi, čao. Ja, pač, če bi rekel Sašo... Ja, 50 Sašo, to je za tabo, no. Tako. Isto meni, Marko, jebote, vsake pizde, zštigaš. Marči! Živijo, pejcem! Si. No, glavno imamo vzdevke in debate, laufajo, spontanke. Celo kao, da on sem si nekaj napisal, mislim, moje sploh nam gledal, ko piše, boli me dupe. Furi. Aja pa hvala Jamesonu za tole dostavo, jaz bom po enega sladkega mutno vase, itega bom, ne? Valjda, bomo probali. Easy. Kaj ti to piješ, cider? Ja, cider, Summersby, watermelon. Okus jabolka po lubenici. Ja, jaz mislim, da je tle dosti ene kemije not, no. Aj, dej ga lont. Ko Mislim, misliš, da je da- pa pod pipe, a veš, kaj piješ vodo spod pipe, tam pa misliš, da ni not nobene kemije. Po cereh, kva to teče, vse v ne. Dobro, pustimo zdaj cink pa te zadeve, to je dobro. Ne. Pust ga. Cink moraš vsak dan dobiti vase, tako da... Vsega. Scevi. Tako je, da se... Ej, intermeco, bejba ima na TV, kmetijo smo pražgala. Tam Miško ima na majici. Zdaj mi je malo bed. A ja bi ga još mogel vzdevek zamenjati. Ne, zakaj? Jaz to, ki ima Miško, če ti je Saj bed. miška ni... Nima mrša. Nima mrša, če bi imela mrša, pa bi bilo bed. Se to. Ej, tako, ok, to smo že povedali. Spoznala sva se juhu let nazaj, ta vikend paket pijanski nam še vedno ostaja v spominu, vedno bomo to imeli, ampak je to enih internih štosov, da jebeš, ne? Ja. Ampak po nas je pa tako malo vsazga nekam odnesel mene, bolj skajte, tebe pa v komedijo. Tako, ne to hit, ne, ampak konc koncu si znan kot improligaš. Tako. Ja, v bistvu v prvem letniku, ko sem bil prvič v prvem letniku, Šel večkrat? ja, šel sem dvakrat in sicer prvo let je bilo full fine, ker sem imel 77 šutov, 6 dvojk pa 1 petko, pa imel sem 3 upravičene ure pa nič neupravičenih ur. Čak samo, kako si pa to šutal, dolgo si bo to glupo. V štartu sem bil kar glup, pa tam po drugi konferenci, ko smo ugotovili, da sem čist glup, sem pač začel delati tudi to, da ne vem, tam april, maj, ki je šlo proti koncu, ko so sprašvali, nenapovedano, sem se jaz vedno javil. Da si dobo šut, da smo Sem pa dobil gmah. šut, da drug ni dobil šuta, ker se mu je šlo, da bi letnik naredil ali pa ne. Zato, ker jaz na koncu sem imel v bistvu dvojnega avtomata, se pravi, sem imel 8 popravcev. Imel bi jih lahko celo 9, ampak sem šel do profaksa, do slovenščine in sem mi rekel, gledajte, vem, da imam zdaj 9 popravcev, ne, ampak moj fotor bo res ful jezen, če pridem z enko pri slovenščini dam, ne. A mi date lahko slovenščino 2, tako na lepe oči in mi je dejansko dala 2. Tako da sem jo pa sam... Na podlagi 9 šutov pa 1 dvojke pizda. Tako, ja, pač je rekla, ajde, itak nauč naredil in pač res nisem naredil unega leta, ne, in pol naslednje let, ko sem se upisal spet na gimnazijo Aškerčevo, je prišlo do mene ta impro krožek, impro liga, v bistvu šila, šolska impro liga, in sem se pač včlanil, začel tam igrati, na kar me je Mati januarja izpisala iz Aškerčeve gimnazije, brez moje vednosti in me je upisala na trgovsko šolo, kjer so bili drug žanr ljudi hodil tam, kakor na Aškerčevo. Ni bilo toliko skaterjev tam, kakor jih je bilo na Aškerčevi, tako da sem mogel tudi stil obleke malo spremeniti za svojo varnost. Ampak hodil sem pa še zmeraj na ta krožek na Aškerčevo gimnazijo in sem tudi do konca v bistvu tega letnika, ko smo začeli igrati, pač hodil na šolsko impro ligo. Pa s časom impro liga, pa skozi impro, združeno šila gledališče, ki je v bistvu gledališče, ki imaš izmed boljših improvizatorjev iz vseh šol, naberejo pač nek ansambl in smo pol delali v bistvu knjige, ki so jih imeli za maturo, za prebrati za esej,
smo jih mi v bistvu predelali v neke vrste komedijo in jo igrali pol v Cankarjevem domu za vse šole iz cele Slovenije. S tolikimi šuti si bil še vedno povezan s šolo. To pa pune, pa pa en projekt iz drugega prinese vedno več znanja, vedno več poznanstv in pa se kar naenkrat znajdeš v tem svetu, ki je pisan na kožo in je okej, ne. Ne, dejansko je the best, ne. Ful mi je fajn tako, kad te vidim na kakšni, ne vem, ali reklama, ali nadaljevanka, ali videospot, ali nanizanka. Tega je ful in zdaj, ko sem danes, a veš, jaz to, ka podcast fuknem online, pol vedno malo pogooglam, po Instagramom, po Facebookam, po YouTubem. Malo se pripraviš. Tako pač, da imam saj na svoji Insta objavi, da imam 10 teh swipov. Ja, pizda, nič pametnega okoli videa nisem od tebe najdel in sem rekel, da te bom mogel imeti. Zakaj nimaš enega svojega YouTube kanala, da bi dal magari svoje skeče, svoje izseke. Tako, Google te baš ne najde, tako, kot bi te načeloma mogel najti, glede na to, kje si vse bil. Ja, zato jaz to zelo načrtno delam, ne. Načrtno te Google ne pozna. Načrtno se trudim, da čim manj stvari zdaj folk o meni ve, ne. Okay. Zato, ker zdaj sem rečemo še nekako pri močeh, pa lahko delam razne jobe, ne, lahko nosim omare, lahko kuham, lahko whatever delam, ne. Pa kam enkrat star, pa verjetno teh stvari ne mogo več delati, ne. In tam jaz vidim pol potencial, ne. Ker si enkrat star 55, ne. A viš, če danes pogledaš stand-upere, a imamo kakšnega 55-letnika ali pa 60-letnika, ki nista to kobala ali pa rifle, ne. Ali ste hotel momenta rifleta, ja. Ki bi bili tako profukni, ne. Njih, ne. In se mi zdi, da čez 20 let prihajamo, ki bo pač prostor za nas norce. Taktika, pizda. Taktika, ja. Treba je malo v prihodnost razmišljati. Sik. Ja. Nisem pomislil na tak način, ker mene Google najde toliko preveč in mi je oh my god, bilo kad 90% zadev spucal. Pri meni najde Google sam neke ful dobre photoshopirane fotke, ki se v bistvu sploh ne moš prepoznati. Iz Pop TV. No, da izkočva na Masterchefa, stanemo ti. Tako, jaz sem ful, tako moram povedati, sem ful anti-televizija. Ja. Ne zanima me, čisto nič več, kaj gledam. Tako, mislim, kaj TV predvaja, ne. Vsak mesec, ko Sam dobim... kmetija te god. A zakon, to je le to. Lete žlable, pizna. Če tole ni ceroj čebel po piku, pa tudi ne vem kaj. Po moja samo vrata zabila žnaba. Ja, izriti vam meščovo potegnem. Ne, hotel sem omeniti to, da valjda vsak mesec mi je bed, ko dobim položnico za TV, 50 TV, fuck off T2. In kad dejansko ne gledam, pač tudi klel na kavča, toliko malo sedim, da jebeš, ne. Ampak Masterchefa sem pa gledal vse, ne? Vse sezone, vse dele, tudi jaz položivam, ko kuham, ne kažem tega baš. In top mi je, če koga znam ga vidim, ne? In vem, da Korenčič je bil eno sezono pred tabo, tako da po mojem sta tukaj imela malo nek hype, da si še pol mogoče ti naslednja šel. Definitivno je bil on ta neka, kako bi rekel, iskra, ki je v meni naredila, ja, valjda, ne, če je šel Luki, valjda zmoram jaz tudi to, ne. Tako da, mogoče lizard njega sem skočil in prijel za to vabo. Ja, in moram reči, da je bilo to kar ena boljših dogodivščin na mojemu lifeu. Tako. To bi folku svetoval, ki to gleda, pejte se poskusiti, ki je cool izkušnja. Ja, nujno. Mislim, sam iz tega vidika, ker se res naučiš v parih mesecih toliko ene širine glede kuhanja, da ti pol za naprej, če ne drugega, ti to pomaga, da veš, kako se lotati stvari. Če ne drugega... Da našli cukor župa fuknu. Bolj je sam ta organizacija, ki enkrat skontaš, da je pri kuhanju 80% organizacije, tako kot prav Karim, ne, in ima prav, ne. Pa če imaš ti vse prej pošlihtan, ne more prijeti pol do nekega kolapsa, ki bi šlo vse v franže, ne. Tako da, več, ko veš prej, lažje se pol utapljaš v vodi. Ja, seveda. Evo, glavno, bilo mi je toplo, to sem ti mislim, da sem ti včeraj omenil, ko sem te klical, da v let, da če imaš cajt, da se malo pomeniva za tale AT posluš, ne. In ko sem ti omenil to, ne, da se spomnim, ko ste mogli nekaj sestaviti za jesti, ne vem kaj, v glavnem ti si se odločil za sendvič, pa so te vsi čuka zgledali, češ da
Pizda, imaš nam bo sendvič naredil, jebote, kaj je to, ne? Tle v zadnje je bila cela ta ena zgodba, ne, v bistvu zato, ker oni so nam pač imeli 5 različnih pultov in na vsak pult je imel svoj stil kuhne, se pravi, en pult je bila italijanska kuhna, en pult je bila mehiška kuhna, pa je bila skandinavska kuhna, francoska kuhna, pa ne vem kaj je bila šazijska. Ne, in so nas posedali najprej po parih, noter na vsakega na svoj pult in so odkrili sestavine. In mi smo pogledali, mi z Lejo smo imeli skandinavsko kuhno in smo pogledali, kaj imamo od sestavin, smo to zaprli in smo šli ven iz studia in smo se mogli pol vzun zmeniti, kaj bomo kuhali. Ne, in jaz pa Leja sva se zmenila, da bomo naredila neko bučno juho, pa 3 različne kanapeje, sendvičke za zraven, tako zapikati. No, na kaj jaz sem bil, Leja, ti imaš čez to, jaz bom sam delal, ti sam govor, kaj delam. In to je to. Pridemo nazaj v studio in rečejo, da oni niso naši partnerji, ne, v kuhanju, ampak so naši nasprotniki. In se na unem licu mesta si v bistvu zvedel, da s tem človekom ne boš kuhal, ampak da boš proti njemu kuhal. Na kar jaz Lejo vprašam, kaj boš ti delala, in ona, ja, to, kar sva se zmenila. Jaz sem bil tako, pička. Thanks. Ja, hvala, no, pizda. Ne, no, ona se spravi delati, jaz sem pa gledal te stvari in sem rekel, ja, jaz ne vidim druge, ker da zdaj tle naredim en sendvič. In sem pač vzel ležanga jelena, steak sem ga spekel, lepo zapakiral folijo, pa maslo za lišča. Pa sem pa v bistvu naredil iz rženega kruha, sem ga namazal s česnom, popekel na maslu. Spodaj sem mu dal, se pravi, sem naredil pire iz maslene buče, tako bolj, kada je v bistvu krema. In na to kremo sem dal pa gor karamelizirano čebulo, čez jelena in na jelena gor čez še brusničevo omako z kislo smetano. V bistvu si zajel čisto vse teste, sladko, kislo. Pač naredil sem, ne vem, tako, za zdaj se mi, da je to en ta sendvič, ki bi ga mornar v Skandinaviji pa z največjim užitkom pojedel. In dejansko je bil res ful dober. Kakšen okus ima jelen? Stari sladko slan. Mislim tako, kaj pa meso, žvečljivo, se vleče, se stopi? Jaz sem imel tle v bistvu ležan hrbet, tako da je bil steak kar zelo, zelo mehak. Dalj cajta, ki ga kuhaš... Mehkejši bo, ne, manj bo žilas. Ja, pa steaku moraš pa trofant, prav timing, moraš mu dati čas, da počiva. Ja. To je važno. Vse tako kam mi, ne, po 25 fajn počivati, ne. Tako, pa tako, si dobro ležan. Ja, se to. V glavnem, to mi je bilo cool, ne, tam, to se spomnim, no, valjda, če poznaš človeka not, ne, v nekem tem reality showu, ne, valjda gledaš to bolj, ne, bolj spremljaš in vidim, ne, in oni tam šimfajo, pizda, imaš bodo sendvič na miza, človek, pa kva je to, ne, in pol ti tam poveš, ne, lej, naredil sem sendvič, tak pa tak, ne, in tole bo ful fajn, ne, tole poješ, pa z enim pivom tako poplakneš in čao, in Luka navdušen na polno, in valjda, meni je bilo tam top, ne, lej, imaš je v bojih sendvičema, ne. Mislim, da sem bil prvi do takrat, no, ki je v Masterchefu pil alkohol, tako da se ga je videl, ne. No, to sem hotel omeniti, ne, pa tudi omenil si, ne, pivo in, ne, če niso Luka rekel, imaš delafi v zadnji po 2, ne, tako ne. Luka je rekel, mislim, da je bilo tako, da je rekel, ja, temu sendviču pa manjka samo še en dober tamen per. Tako da pa je to trgovina po 2 tamna piva. In to je to, pizda. In je bilo kar dober feeling, no, kad ti tako končno nekaj dobrega rata. Pa to je zdaj več kot 5 let nazaj, ne? To je pa jih je 8 let. Ja, 5 let nazaj. 17, ja, tako. Veš, kaj je bilo pa cool, ne? Pa je naslednje kuhanje, pa ti ni nekaj uspelo, pa nekaj tako suho. Kva si kuhal, se spomniš, kaj je bilo naslednjo? Pismo, veš, da ne vem. Kaj jaz tudi ne vem, samo vem, da je pa Luka poskusil, pa rekel, oj, mrš, veš, kva je, ne? To pa tudi z enim pivom ne bi dol poplakal. In tvoj stavek? Ne vem, pozabil sem res. Kdo je pa rekel, da boš sam enega spil? Ja. Ta stavek, ki sem to videl, mi je bilo, pa to je to model, zaradi takih neumnosti gledam to. Ne, hudo. Ne, to... res, Masterchef res je kar coolno, cool zadeva. Zakaj pa si jokajo? Ja, delajo se, da jokajo. Ne, mislim, jokajo zato, ker res je ta neka presija, ki ti jo dajo, ker res pač... A zvlečejo z tebe vse tisto, kar načeloma ne bi povedal?
Načeloma zvlečajo, ne, sam pač jaz se ne dam, no. Jaz pač probam neke stvari zase zadržati, ker vsega pa tudi ne smeva vedeti, ne. Private life, no, pizda. Mislim, kao, ja. Ne, kul mi je, kam je bilo kul, ne. Vsi tam, ki zapustijo to kuhno, ne, so, ali ne vem, ful žalostni, ali se delajo, wow, bilo je ful, tako, veš kaj mislim, tako drama, ne. Ti si pa zapustil tako, zlaufal ven, v stilu, ne, jaz sem dinozaura izvedel, ne, in sem rekel, ne, še spizdil in bom en lonc za dan. A zga? Do backstage sem ga prinesel, pa sem ga mogel povrniti, ampak bil je ta namen, no, res je bil dober lonc. Jaz nekako sem kar vedel, da bom šel ven, zato ker enkrat jetrca na tak način zajebeš, tako kot sem jih jaz, pač... Thanks, pa no thanks, ne. Ja, ampak, glej, ni mi žal, da sem to naredil. Če bi še enkrat dobil isti izziv, še enkrat bi šel isto delati, no, pač še enkrat bi šel zajebati. Mogoče bi še enkrat zajebal, ne? Verjetno bi še enkrat zajebal, ker res je nisem dal lahkega cilja, ne, pač, zato, ker, a veš, point je bil v tem, da jaz sem dobil izziv, mislim, jaz sem že enkrat na izzivu jetrca in sem jih tako, kako naj rečem, zelo amatersko zajebal, ne, pač, a veš, že v osnovi nisem dal opnel, potem sem jih narezal res tako na prst debele kremenatle, pa to malo čebuli popekel, tako da, ko si ugriznil, si res čutil to žveplo krvi v jetrcih, kar ga pač valjda. Me stresa zdaj. Itak, ne, in pač po naslednjič, ko sem dobil spet jetrca za izločitveni izziv, sem bil valjda nam šel delati še enkrat jetrc, ne, pač to sem že pokazal, da sem zajebal, da bom pač nekaj drugega zajebat, ne. In sem se odločil, da bom delal skutine njoke. In ko narediš skutin njok, vzameš injekcijo in obrizgaš jetrno pašteto not. A veš, če si predstavljaš te bombone, ki smo jih imeli včasih, ko smo bili manjši, sem še zmeraj majhen, ko smo bili mlajši. Kaj je bilo noto? Vem, Haribo, ki ima jabolk. Ja, pa si imel une mentol, bele, trde bombone, pa imel čokolada, neki, no, a veš. In sem hotel neko to foro izvesti, da bi jim naredil pač te neke njoke. Nafilane njok. Nafilane njok. In pa z neko česnovo polivko, vse to, na kar mislim, da je bilo na uri 7 minut do konca. In jaz vržem pač te njoke v vodo, da jih bom skuhal in pač to vse razpade, valjda. Vse razpade na prav faktorje. In sem fuknem vse skupaj po kanto. Uni, kva ta dela, pomišalno pride morit, kva delam, pizda, jaz sem tako, kva delam, pizda, tle delam neke njoke, daj mi mir. No, na kar vidiš, ko še 3 minute do konca, veš, da to 2 minuti rapo vodi. Ja, valjda. Ne, pa sem neke take krpice iz testa naredil, pa to omako sem dal, ker sem to vrgal v vodo, ker to vse ven tekel. Pa sem omako česnovo, sem po moje 4krat solil, ker sem bil čist živčen. Tako da na koncu, ker sem jaz to omako probal, mene šlo na koznanje. Ja, valjda. Ampak moram reči, da vsaka jim čas, da so probali. Fuck. Ampak, a veš, no, kaluka vzame partiček, pa da hrano v partiček. Pol je kar 95%. Zikal, da boš doma, ne? Greš dan, stari. Pizda, ja, slava, da to naredi, ne, ki si skuhal. Ja, lej, pač. Ja, life, ne. Ampak, glej, si šel na to zadevo, si dobil ful enih izkušenj in mislim, mega podvikne. In imaš pa gostinski SP? Ja, trudim se ga imeti v teh časih, kakor le gre. Ja. A pa živiš, mislim, ti je cool, a te je masterchef, a te je pač pomagal do tega, da živiš zdaj tako, kot živiš? Skuhno povezan, no. Jaz bi tako rekel, no, da če jaz ne bi bil to klen, kakor sem, pa če bi dal več efforta na to, na slavo in vse, bi verjetno lahko kam dal prelezel, kakor sem, ampak po eni strani mi je pa nočem te slave izkoriščati za neko promocijo, tako no. Raj vidim, da me folk najame zato, ker ve, da dobro kuham, ne da me najame zato, ker sem bil v Masterchefu. A delajo tudi to, živijo Sašo, mi smo pa, kaj veš, da če ti nekdo pokliče Sašo, veš, da ni tvoj homie. Ja. A bi prišel za nas tukaj, mi smo pa tam neki, bomo sestavljali, a veš, kaj nima ideje, pa ti pa če reče zato, ker te vidim na televiziji. Mislim, se najdejo tudi taki. Mislim,
Predvsem se pri meni najdejo ljudje, ki iz žura v žur me vidijo tam, ne, in vidijo, ful je bilo dobro za jest, daj kontakt, pa pol glede tega. No, se to je pa naša ta klientela, ne, ker pač živimo nočen life, ne. Ja, pa ful dosti se tudi po noč, dostikrat se po noč ful enih stvari zmeniš. Pa ne zdaj samo zato, ker smo pijani, ne, ampak ne vem, mogoče se ljudje malo bolj odprejo, ker so zun, kakor tako. Pa najboljše debate so, potem pač ne boš začel stavek po tem, ko sem spil 2 deci mleka. Ja, težje. Ja, bolj malo, ne. Amo še več mlek. Je odvisen skene, iz dojke mi je dosti good. Od kjer živali? Homo sapiens? Mislim, ja, Homo sapiens mi je pač top 3. Ljuba žival, ok. Ja, ljuba žival, drugač pa ptiči, no, ptiči imajo res zelo, zelo dober mlek. To svedo. Kjer je ptiče? Ne vem, samo improviziram, kar nekaj sem prebral, sploh. Ja, sam popel skočil. Daj še meni ga vzem, please. Jaz imam v spodi tam, tam kje je solata, no. No, tudi takole se dogaja, da se med podcastom skače po napitek. To vmes pogledam, če imam na listku še kaj napisan, pa itak ne vem, kaj to piše. A ja, kako je bilo z Valičem v banji? Fotka bo. Fotka bo, vada, da bo fotka. Ja, pač to je ena izmed 10 fotk. No, vse, ampak treba je zdaj povedati, ne, vzadje te fotke, ne, kako. Veš, ne prideš v novo, kar tako z Valičem v bano, ne. A je to v novi bilo to? To je bilo v novi, ne, se mi zdi. Ja, vada, kaj je pisal, kaj je bilo še na naslovnici je bilo. Kopa se s T-I, pa P v klecaju, čkom, nekako, kopa se s tičkom, s tipčkom. Ne, je bilo tako, fuck, pizda, ne, meni Valič mi sam tako pošle. Živeli. Mi pošle revijo, ne, da smo famous, ne, da smo zdaj pač par uradno. Na kar sem šel gledati, ne, kdo je to objavil, ne, je bil Nejc Simšič, kolega najen, ki je pač takrat delal za Novo in ni imel materijala, ne. In se je on spomnil, da smo mi v bistvu enkrat snemali za Gverila teater, smo mi posneli neke filmčke na YouTubeu, v katerih so bila tudi midva na koncu v bani, ki je bil v bistvu to nek del telenovele. Se pravi, v teleh novelah pač itak vsi z vsem žgejo, ne. Kar je vlažen, pa tudi suho, ne. Ne, in je to ven zrezal in objavil, ne. In mi je bilo ful dobro, zato ker pač vsak naslednji žur, ki smo se srečali, smo sam nakazali, veš, da ga boš udaril, pa se je usral. Tako da ta fotka je not prišla zgolj zaradi tega, ker nekdo ni upravljal svojega dela. A pa ti si pa gak, jaz bil v banji. Jaz sem dal vse profesionalnosti od sebe. Ja, pač ja. Pa bilo je lepo, ne? Mislim, ja. Fotke profesionalne, ne? To ni nekdo sniknil s telefonom, ne? To je bilo... To je bilo profesionalno posnet, zelo, zelo dobro kamero. Fotoshooting, za une čase. Ko si bil še mejhan. Ja, ne, mejhan sem še zmed, ker sem bil mlad. Sik. Ej, kva naraj kuhaš? Zih nekaj, ki si na Masterchefu zajebu? To zih ne. Ma ne, a veš, kva mi je res, ko najljubš mi je delati neko jed, ki je, a veš, meni pri hrani ni pomemben ta plating, ne, ki te tam skozi drkajo na Masterchefu. To mora biti tako narediti. Ja, nisi sliko, nisi jedel, no? Ja, razumem, da jaz sem na strani tega, da pač oči kupujajo stvari, ne. Ampak na koncu, če ti meni narediš še en ful dober plating in je vse ful dober gor zgleda, če ugaben za jest, meni na koncu bo ugaben za jest. Nam rekel, kaj je bilo lepo, ne. Tako da, ful se rad igram s tem, no, da v bistvu iz več različnih okusov probam narediti en nov okus, ker ti v bistvu harmonija teh okusov naredi nek okus v gobcu, da si daj mi še en gris, in ko to poješ, da je še ena runda. Ne? Pač, to pa, rečemo, žar mi je tako res
pri srcu. No. Ogenj, drva, meso. To je to, pa malo s pivom poliješ, ne? Če slučajno jih postane to pivo toplo. No. Včasih smo ful polivali s perom stvari, ne. Ja, zdaj ne več. Ne. Zdaj so te šprice, ne. Vse so bile že prej, ne, ampak zdaj si daš, ne vem, če delaš kakšna rebrca ali pa nek tak meso, ki ga delaš v barbecue žaru, lepo v šprico not namečaš, se pravi, kakšen vin ali pa cider, kakšen, se pravi, pol voda, kis, sol, popar, vse skupaj zmešaš. Aha, me zanima, če In v da bistvu- začimbe tudi not v In s špricalico. to šprico pol v bistvu pošpricaš meso in je to. Ali pa ta trik imaš isto, ne, naprimer, če imaš doma na balkonu samo plato iz žara, si kupaš pri mesarju še eno suho klobaso, pa jo skuhaš v vodi Okay. in pol, kar na plati pečeš, se pravi čevape, ražniče, karkoli, polivaš s to vodo od klobase in boš dobil v bistvu zelo, zelo podoben taste, kot če bi na oglu pekel. Pizarka klobasa ima on von, Pač ne? prekajena je, Prekajen, ja. plus da ima ful vse soli notrne, tako da kada prekajeno stopljena vegeta iz klobase. Hodo, a veš, ko sem pomislil, ok, človek je bil, ne, kuha, masterchef, cool, a veš, kaj se ti pol lahko zameri, da bi to delal, tako kot ginekolog, a veš, kad cele dneve po pičkah šlatan in pol pride domov, pa žena naga, pa reče, še eno vidim, danes pa sem popizdil, ne. Tako da nikle, pač še vedno uživaš na kuhanju, ne. No ja, uživam, v kuhanju vedno uživam, ne, ampak če dalje več pa ugotavljam, če imam nek kontakt s folkom, ne da se jim več dopovedati. Česa? Mrsi česa. Ja, vem, pizdalo, DJ sem, stari, vem. Ne vem, rečemo zadnjič sem pekel, dal sem si izziv, da bom pekel za 180 ljudi sam. Na koncu jih je bilo sicer 150, ampak a veš, ti imaš to neko, to, kar smo prej govorili, ne, imaš 80% organizacije. Ja, Ne, in če tle eno organizacijo zjebe, se pa stvari rušijo. Ne, in pač imel sem 3 šefinge, v enem ser gobe, v enem zelenjavo, v enem pa sem imel meso. In pač tam, kjer je bil meso, je bilo mesa narejenega, rečemo, ne vem, kada preko podan pokrit. Se pravi, rabil sem sam še eno rundo speč, pa lahko vsi jemo istočasno, pa pol sam dopekam. Ampak folk pride do tebe in tako, a že zajest, pa tako, gospa, 10 minut rabim, pa vsi skapjemo. In ona gladko odpre šefink in vzame čevap in ga je. In pol to folk vidne Ja, in pač začnejo verižna vse. reakcija in takovce. Hej, zajest je! In pač čez 20 minut je pač zmanjka, ne? Ker ni bilo več te dinamike pri meni, ker so mi pač zrušili cel sistem. In a veš, na koncu pol ti izpadaš tak kmet, da se ne zna peč, pa je tako, ni čistko, ne. Zato mi je doskrat, pol, kad delam tako s folkom, probam lepo razložiti, ko vas jaz povabim za jest, bomo vsi srečni, če te pa malo sami srali. pizdalega, pej do kakšnega ključavničarja pa malo zaklen, njega. Mislim, pa kaj za klence, za švasat pine. No, evo, se tudi to se da, ne. Ok, cool, zdaj smo v hrani, so povedali. Glede na to, da si improligaš, da to so videi, filmi, ajde, najfilmski igralec. Najfilmski igralec, slovenski ali tu? A, del boje. Zdaj smo pa čist dugo. Čist, sej, zato pa delamo to, ne. Ja, ok, slovenski igralec, gledališki, pizda bi bil kar mogoče Šugman, Ja, hud je bil. ali pa Škof, ali pa te starejši liki, no. Kaj pa od novih, a lahko kakšnega izpostavaš, da je pa tako res lik, no? Ok, od ta novih mi je Henningman, Jure. Ja, gospod profesor, ne? Res je, ne vem, no. Meni je point igralca vedno bil to, da mu moraš verjeti, ne glede na odru, kjer čas je, kjera starost je. Če ti njemu verjameš, kaj on govori, kaj on igra, je zame dober igralec. No. Čim pa so ene stvari, ki se znotraj tega ne najdejo, pa pač malo ne morem verjeti te igri, ki se dogaja na odru. Ja, Tako da od teh mlajših, pa recimo, domov še rečemo od, veš, ker ne vem, kar še pri Inko ne vem, pina.
Deboj, kako izgleda, ima oči nad nosom. Očino nad nosom, ja. Pa unja, vem, kdo je, vem, koga smisla. Gojc! Bravo. Ja, Gojc ima oči nad V nosom. bistvu dosta ljudi iz teatra Paradižnika, pač, ampak še pa ful dobro gledati, če greš danes še enkrat gledati teatr Paradižnik, ni isto, ne. It ain't that funny. Jaz sem ga nedolgo nazaj gledal, ko sem hotel Adija Smolade vedeti, kaj je duha špilo, pa mi ni bilo tako smešen, kam je bilo tist cajt nazaj, ne? Zato, ker jaz mislim, da ene stvari moraš pustiti tam, kjer so bile, Ja. ne na novo odkrivati, ker, ne vem, ta spomin, ki ti je ostal, je vseeno lepši, kot pa če ga še enkrat gledati. Vem, kako je, lega. Kupil sem si nedolgo nazaj Super babico, DVD-je, ker sem bil mulj obseden od tega in ker sem fuknil noto DVD in začnem to gledati in se nisem mogel načuditi, kaj sem gledal kot mulj, kako neumnost svetovno. Ojej. Ampak je pa smešno, če gledaš ko, recimo risanke, ne, ki so bile takrat, ko smo imeli mi Cartoon Network, so bile vse risanke delane tako, da so bile v bistvu in za starše in za otroke. Ne, in še danes, če greš gledati te risanke za nazaj, ti bojo fanje, ne, zato ker imajo še zmeraj nekaj vse. Če pa gledaš te New Age risanke, ne, pizda, ne vem, pokaž mi normalnega starša, ki se lahko poistoji s tem. Ne. Ej, najboljša risanka, lahko izstreliš ven sebe. Ne bom rekel Ratatouille, ne bom rekel. Okay. Ne, najljubša risanka, a mogoče ni tako risanka, bolj je klip Particle Cloudy. Je od Pixarja ena v bistvu short risanka, ki govori o štorklah, ki nosijo dojenčke in potem hodijo do različnih oblakov in vsak oblak je pač svoje vrste oblak in tudi obstaja nek oblak, ki je pač malo temen oblak, ne, se pravi dež, pa skale pa to, ampak point je, da on vedno, te štorkli, vedno začara neko žival ali pa dojenčka, ki so ful agresivni. Oh, fuck. In na kar ta štorkla ugotovi, da pač ne more več teh dojenčkov od njega nositi, ker je pač cel pohabljan. In ker je oblak videl to, da je on obrnil hrbet, je padel, depro in vse narobe. V bistvu je pa ta štorkla takrat šla samo do enega drugega oblaka, da mu je naredila opremo za varnost. Oh, fuck. Prišel nazaj in on je bil spet ready, da nos te novorojenčke, ki so pač, ali je to ježavc, ali je to jegulja, ki trese. Tako, nek tak, risanke z dobrim sporočilom. Next level. Kaj pa muzika? Band. Težka, a? Oh, fuck. Ajde, nice vrst. Ubijaš me. Ok, nice vrst. Mislim, tako je, ne, če se vozimo v avtu, To. imam pač neko zvrst muzike, kot je nek new wave, rečemo gunship, na ta stil, ne. Okay. Pa ne vem, če ga nekje v zunaj žuramo, da je čisto na glavo, pa mi da je ful dober rock, ali mi da je dober punk rock, ful mi je pa v bistvu in pa rocku in pa punk rocku ful všeč, če imaš, a veš, komade, ki imaš 3 komade v enem komadu. Taka zvrst, to mi je eno tako, da... Mal crossover scena, ne? Ja, Tako. Everything goes, ne? Tako, pa ne vem, Pink Floydi, kdo so mi še tako teh modelov, tale, no? Kapoje, no? Taka pore, no, na Jitro, ki igra. Jimmy. Jimmy. Hendrixov Jimmy. A- A s njega mislim? To, njega. Plus, muska v bistvu, ki ni... V bistvu vsa muska mi je huda, ki ni bila delana iz vidika, da bi nekaj zaslužili, ampak da je bila to vedno neka ideja benda, neka energija benda. Pač te bendi so mi bili vedno kapa dol in po mojem vedno bojo. No. Se pravi glasba do leta 2000, ne? Ja, mislim, jaz smo tudi ful en ta dober special power per muski, ne. Jaz rečemo, če mi daš ene najbolj znane komade za poslušati, jaz ga staviti po moje 95% ne poznam liriksov. Španci tudi ne. Pač vedno mi je res sam hodil poslušati, kako je harmonija glasbil nekaj naredila.
Zdaj pa, če model hodov poje, pol, ki ga 20 let poslušaš, kako hodov poje, pol si grem mogoče pogledati besedil in pol, a veš, spet sam sebe nategnem. Ja, valjda, itak. Ne, in po 20 letih, o tem je to pel, ne, in tako sem se doskrat zajebal. Poznaš ta komad od Plan B pa Chase of Status, ki je v bistvu komad govori, kako sovraž bejbo. Oh, fuck. In pač meni bi ta komad res full hud, ne, in sem pač enkrat bejbi dal za poslušati ta komad in sem rekel, to sva midva. Oh, shit. In je bilo ona pa model, staj je. Aj tebi jasen kam? Mi je gremo na razen, veško. Pa za kva, pizda? Pa hle kva poje? To pa ne. Če ti sem govorim o muski, to sva midva. Ta passion, ne, ampak... Kakšen passion, če poje, tem ljudem bo zadavo. Sik. Ej, kaj bo najdestinacija za potovanje? Zdaj si bil nekje, sta bila z Uršo? Z Uršo sta bila v Gvatemali. Oh, fuck. In moram reči, da to je eden boljših dopustov, ki si ga človek lahko zamisel, je tretji svet. Zato, ker, ne vem, saj jaz sem to, če svoje oči sem to tako videl, da ti greš v bistvu na dopust, ne vem, za en mesec, 2, 3, whatever, v tretji svet. In ti si tam, sfukan si skozi. Seveda, skozi si v pogonu, ampak tvoj mozak je stran od teh problemov, ki jih imaš tle. In dejansko prideš dan iz dopusta, prideš tako fizično utrujen, ampak overall je pa možgan sproščen za naprej stvari delati, pa tudi tako zadojemati ljudino. Se mi zdi, da v tretjem svetu, veš, tam so osnovne problemi, a bo štrom, a bo voda, a bo internet in to je to, s čem se oni bavijo. Ne. Mi imamo pa tle še, kaj je napisal na Facebook, pa kaj kurac, bolite kurac, a veš no, ne vem. Kaj je objavil, kaj je storil, koga je popluval, ne? Pa kdo je koga nategnil, ne? No, zdaj pa zakaj pizda se še eni modeli ne najdejo, da bo naredil pizda internetni bonton. Kva je lahko, pa kva ne. Ja, še to radimo. Fuck you. Ja, to je to, se konca, če tako gledaš. Vsako neko potovanje, ki, jaz se spomnim, ko sem hodil v Barcelono, sej tam je tudi ološ, pač, a veš, problematika nastoji na en način, lopovije, še pa još. Nisi najbolj safe, ne? Doma si safe, pa ne vemo, da si, ne? Ja. Do neke točke, ne? Mislim, sigurno ne. Mislim, rečemo, Gvatemala so skozi, ne smeš tam hoditi, Pač mi so večemanj kar pa vsodšla, ne vem, no. Se mi zdi, da je mogoče bilo včasih bolj nevaren, kot je zdaj, no. Da se zavedajo, da turizem vsem nos nek cash in tujce pustijo primerno. Vsaj midva nismo imela. To je tako, to je ta loterija, pizda zdaj nam še kaj, bo to, pa te pa tle avtobus bije, fuck off, mislim, ne vem. Jaz mislim tako, da kamorkoli v tujino greš, če nisi debil, pa da ne hodeš z Lonely Planetom, pač sred ene četrti, ki vidiš, da so malo sumljivi ljudje, ti načeloma naj ne bi bilo, okej, no, ampak... Ne daš lih laptopa v napločniku sred Comptona, ne? Naprimer, ne. Pač vedno, ne vem, meni je bila in Južna Amerika, ki sem bil, in zdaj Srednja Amerika, sta mi bila zelo, zelo heavy, dobro, no. Kaj pa naslednja destinacija? Naslednja destinacija bo pa po moje kar Tajska. A se hotel reči Kodeljevo? Ne, Tajska. Cool. Ker Kodeljevo rabiš vizo. Ja, vem, saj se da dobiti klele v Štepancu. A ja? Ja, zančen kolega rekel, da se da dobiti. Tajska, lepa. Bangkok? Ja, najprej Bangkok, pa tam po moje najdete eno destinacijo za 3-4 tedne malo kruzati, pa na otok Phangan, pa tam bi 2 meseca. Oja, tako, ni to uno, pač za en teden sem. Ne, zdaj si bom po moje kar malo nanudil. Po moje bom šel od januarja do marca na Tajsk. Ja, se kleče zimo nimamo kaj mi dosti zadelati, ne? Mislim, jaz čez zimo zihar nimam kaj zadelati, ne? Ja, vse sem na istem, ja. Bordat sem nehal, skajtat sem nehal, tako da... Pa tudi, če ne bi nehal, ne? Kaj če skajtam pa zimo, ne? Pač... Ja, čeprav bi za skajt, če dalje več je opcij, a veš, takrat, ko smo mi skajtali, ko smo bili mladi,
kva, imel si Cankar, Slovenija, Les. No, kjerkoli si bil zebelte, no, se zdaj bo pa isto. Ja, pa težil so, ne. Pač zdaj pa je mogoče to malo bolj, ne vem. Saj še vedno, čez zimo bomo spet gagali, meni vsak let po zimi mi je jeba, ne. Ali se samo že znajdel, sej nekaj, ne. Kaloriferčke. Ja, v žep, ne, pa pižamo po džinse, pa Kaj pa te brezrokalniki, ki grejo, to dela, ne dela? Mislim, meni kul, da se zašvicam z neko umetno toploto, ne. Meni To mi je top. Ja, ampak nočeš športati v tem, ne. Ja, Pač ne ti da telesna toplota, ne ti da to, kar hočeš, a ne. Polka pa zamenjaš cote, pa obleč nekaj topega, sem ne bi pa hotel telovaditi v tem, ne. Ali pač, ne vem, poskusila, ga imaš doma? Ne, sam skozi mi ta nek internet. Veš ta internet? Ja, nimam. Imaš ta internet? Ja, žal, če ga imat kupila. No, Internet.zip mi je dala na CD-ju. No pač ta Samo ne vem, internet, če ki ti dela. skozi kaže neke reklame, veš, ko kao govoriš, imame zebe, odpreš internet, a ga odpreš, ne vem. Ja, ne vem, imaš ključ. To so te budali. Internet, ja. Internet. Gam kupo, da zdaj gam kupo enkrat, ne. Mislim, če bi imel daj željo, če bi imel tako 3 želje, Ja. kva bi spremenil? Mislim, kaj bi bile 3 želje? Kaj, pač nasploh v lifeu? Ja, tako 3 življenjske želje. Ja, pizda, jaz bi to, da ni vojne, to je meni prva zadeva. Okej, ne. okej. Pol naslednja je, da je pravica za vse enaka, ne. Okay. Pa to, da ne bi bilo nasilja. A veš, ful sva si različna, ne? Ja, pa dobro, ti bi pa rad, da se tepe, no. Ne, jaz bi pa dal, veš, ko pač prva želja bi bila, da ne bi bilo denarja, pa ne bi bilo dediščin. Aha, okej. A veš, iz tega razloga mogoče pa tudi ne bi bilo vojn. Ja, vse povezano, ne. Pol, druga želja bi bila, da bi lahko letel. To loka, zdaj obstaja Mislim- neko podjetje, ki avione voz. No, EasyJet se imenuje. obstaja tudi balkon, a ne, pač. Ampak tako, da bi dejansko lahko letel. To, pa da bi imel denarnico, ki ni nikoli prazna. Da se kjer skozi not fila. Ja, mislim, ko vzamemo še 100 ven, je not nova, ne. Lepo. Ampak ta tošelj je tudi tako super hud, ne? Da v bistvu karkoli daš not, a veš, lahko daš odpravljen stroj not, pa dobiš noga. Pač ta tošelj bi bil hud tošelj, ne, pač. Smislim, da je cajt za viski. Ja, viski. Boš. Ta Jameson. Ja, lahko pa sam viski, tole je z ginger and ale, sladko. Bo, le, ne bo zmanjkalo. Ej, sva on time. zdaj. On time, lepo. God damn! Fak ljudi, tole je bilo spet spontano, glupo, tako kot se za nas podobi. Ej, mož, hvala, ker si v letu. Nekaj, a lahko sam še 2 vica povem. Idli, to se hotel, se rekel, evo, Ja. za zaključek je treba nujno pizda, če je človek komik, da nekaj... Ja, mislim, spet, ful sem hud komik in bom zdaj povedal 2 hudi šali od mojih prijateljev. Ja, komik pa kemika, to je... To je isto. Okej. Mislim, sam pri kemiku ti zmanjka mince, pri komiku pa nisi smešen. Ne, sem mislil kemik, unka pišeš z njim. Ne, on je po poklicu, no, unka se s kemijo obada. Ja, tam od je, oni so itak čudni. Lega brgant na televiziji, ne moreš verjeti. No, en vic je od Jaka Šubica, ne. Zakaj partizani ne smejo uporabljati Excela? Oh, Ko bi zbrisali vse tabele. ta bela, ja, lepa. Pač ta je tak, kar kul, ne. Kar ima naci. Zdaj, ja, no pa bi pa reč, če tega to svojo ženo omenil, ne, Stojca. On ima pa tudi ful dober vic, ki ga pa dejansko moraš v faco gledati, ne, in zdaj pač ti boš gledal Tebe. v faco, mene v faco in bomo videli rezultate, je smešen. Ne, in vic gre tako, kako dela maček, ne, mjavo, ne, in ti gledaš, kako dela, in ko dela maček, ki ga zapreš na balkon, ker imaš dobra okna, ne slišiš, kaj on govori, sam vidiš grimaso tega mačka in je kar smešen. Ne. Tako, to so moji favorite vici letos. Zakon. Ja. In tak človek bi rad živel od komedije. Ne, Ja. zakon. Ne še zdaj, čez 40 let. No, tako smo se zmenili. Ja. 20. Takrat boš bil pa že velik. Po srcu ziha. To, pizde, zakon. Ljudi, mi pa bomo nadaljevali še tale večer, vi se pogasnite z outro jinglom, konc 28. epizode, upam, da ste uživali. Pač zdaj tako kupati v mojem šopu, ki ga nimam. Moraš mi najprej šop? Da lahko je kupaš. Ne.
Ma, kakšen šop? Kakšen šop, ne? Nimamo. Pejte si kaj kupiti za jesti lepega. V glavnem smo na vezi, upam, da boste poslušali epizodo 29, ki bo še letos gost, ne vem kdo bo. Jaz nič ne vem. V glavnem to je bilo to, spontano, zabavno, z mano je bil Mš, Sašo, Velgoni, jaz sem pa še vedno Fogi. Hvala, ker poslušate, se slišmo. Ajde! Čau, čeka. Fuck this show.